Ker želimo imeti dobro srce in odprto srce za dobre odločitve, ker je začetek leta, nas naše duhovno razmišljanje pelje k enemu oslu, ki se je prebudil zjutraj, a njegov razum je še vedno užival v njegovem vznemirljivem dnevu življenja, ki se mu je zgodil prejšnji dan. Nikoli pred tem ni doživel takšen nabor čustev, zadovoljstva in ponosa, ki ga je imel v sebi. Odšel je v mesto in našel skupino ljudi, ki je zajemala vodo ob vodnjaku. Zdaj se jim bo pokazal, je pomislil v sebi, z vso svojo lepoto, ki jo ima. Ljudje, ki so zajemali vodo, ga niso opazili. Delali so svoje delo zajemanje vode v svoje vrče in odnašali domov. Nobena pozornost ni bila usmerjena proti njem. Vrzite svoje halje pred mano, je v sebi godrnjal. Ali ne veste, kdo sem jaz? Komaj, da so ga ljudje opazili, ko so dvignili glavo in ko so slišali njegovo ihtenje in sopihanje. Po hrbtu je zelo hitro dobil opozorilo na to, naj se umakne z tega prostora, ker ljudje delajo svoje delo. O, kakšni neverniki, je v sebi mislil. Je še vedno godrnjal v sebi z mislimi, grem na tržnico, tam so sigurno dobri ljudje. Oni sigurno vedo, kdo sem jaz. Ob prihodu na tržnico se je zgodilo enako. Nihče ga ni gledal. Nihče ga ni opazil, ko se je tako ponosen, zadovoljen in poln čustev sprehajal med njimi. Kje so palmove veje, je pomislil v sebi. Včeraj so bile tukaj, danes jih ni. Kaj se je zgodilo? Osel se je zmeden vrnil nazaj svoji mami v hlev. Ljubi moj, moja mamica nežno povedala, ali nisi doumel, da si brez njega samo navaden osel? Kakšen nauk lahko izvlečemo iz te zgodbe? Danes bo veliko zgodb. Mi smo izpolnjeni, ko smo v službi Jezusa. Brez njega so tudi najboljši napori kot umazane obleke, kot pravi Izaija. Brez vrednosti. Vsi smo postali kot umazanec, vsa naša pravična dela kakor umazana obleka. Vsi smo oveneli kakor listje, naša krivda je odnesla kakor veter. Ko poveličujemo Kristusa, mi nismo samo navadni ljudje. Mi smo glavni akteri v Božjem načrtu zveličanja. In upam, da se tega zavedamo. In današnja misel, ki me je prežela pri pripravi te duhovne misli, je bilo, ali imamo odprto srce za 6 velikih pomenov v načrtu zveličanja, ki ga Bog ima. Govorili bomo o slavljenju v zahvaljevanju, slavljenju v strahopoštovanju, o srcu, ki je napolnjeno z ljubeznijo do Boga, o srcu, ki je vredno češčenja, da vrača Bogu, ljubezen do bližnjih in iskanje in reševanje izgubljenih. Pa gremo na našo prvo točko. Slavljenje v zahvaljevanju. Lukež 17, od 12 do 18, je zapisal eno nam dobro znano zgodbo. Jezus je nekoč potoval ob meji med Judejo in Samarijo. In ko pride v neko vas, ga sreča 10 gobovih mož, ki so ostali oddaleč in ti povzdignejo glas rekoč, Jezus, učenik, usmili se nas. In ko jih gleda, reče jim, pojdite, pokažite se duhovnikom. In zgodi se, ko so šli, so bili očiščeni. Eden pa izmed njih, ko je videl, da je ozdravel, se vrne, hvaleč Boga z močnim glasom in pade na obraz pred noge njegove, ter se mu zahvali. In ta je bil Samarijan. Odgovori Jezus in reče, ali jih ni bilo 10 očiščenih? Kje so onih 9?
Ali ni nobenega drugega, ki bi se vrnil, da bi dal Bogu hvalo, razen tega tujca, pravi Lukež. Ne spreglejmo, da je k Jezusu na pomoč vpilo vseh 10 gobavcev. Na meji s poganskimi deželami se je ta mešana druščina družbenih izobčencev oprijela Jezusa in ga prosila za ozdravljenje. Jezus se je odzval na njihovo prošnjo in naredil, da so vsi po poti ozdravili. Toda Sveto pismo pravi, da je eden izmed njih ugotovil, da je ozdravel. Spoznal je, zato se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. To je prva. Druga je ta pomembna značilnost tega dogodka, da je samo eden izmed gobavcev ugotovil. Gotovo so tudi drugje to opazili, niso spregledali, kako so se očistili po poti, kako jih je gobava zapustila na tako čudežen način. Še kako so opazili. Beseda, ki je uporabljena, pomeni več, kakor le opaziti. Pomeni dojeti, z mislijo dojeti. Beseda kaže, da je eden od gobavcev šel korak naprej od golega dejstva, da je spoznal, da ta čudež ni samo čudež, ampak je razumel, kaj se mu je dejansko zgodilo. Očistil se je, bil je v trenutku poln hvaležnosti. Drugih 10 je verjetno opazilo enako spremembo, ampak so nadaljevali po svoji poti, kjer so se verjetno glasno pogovarjali, kako jim je zdaj drugačno življenje na poti. Pomembno vprašanje, ki ga Jezus zastavi, se glasi, kje pa je onih 9? Navdihnjena pisateljica Ellen White v knjigi Očakani in preroki iz leta 1997 na strani 556 pravi: Dal je vse nebeško bogatstvo, da bi jih odrešil, a so vendar ravnodušni do njegove velike ljubezni. Svojo nehvaležno zapirajo svoje srce pred Božjo milostjo. Morda se zveličar danes enako sprašuje tudi glede nas. Kje so tisti, ki častijo Boga? Kje so ljudje, ki bi prišli s polnim srcem zahvaljevanja? Kje so verniki, ki so prevzeti od hvaležnosti? Kje so ljudje, ki jih je Božje usmiljenje na Golgoti tako ganilo, da se jim zdi zveličanje edina tema, o kateri bi se lahko cel dan pogovarjali? George Meredith pravi: Hvaležnost ima več opraviti s premišljevanjem o tem, kar je Bog naredil, kakor le izgovarjati besede o tem. Hvaležnost je spomin srca in stanje duha. Zanimivo. Hvaležno srce je tako polno, da ni prostora za malodušnost. Norskov Olsen, nekdanji predsednik univerze v Loma Lindy, se spominja zgodbe o človeku, ki je prišel do skednja, kjer je Satan hranil seme za človeška srca. Najodpornejše seme je bilo seme malodušnosti, kjer je lahko pognalo skoraj povsod, v vsakem srcu. Na vprašanje, ali obstaja kakšen kraj, kjer seme malodušja ne bi pognalo, je Satan odgovoril: Samo eno področje je, kjer seme malodušja ne zraste, in sicer srce hvaležnega človeka. Čeprav gre za izmišljeno zgodbo, ta vendar izraža resnico o naravi hvaležnega srca. Kaj se zgodi ljudem, ki svojo energijo usmerjajo v zahvaljevanje? Navdihnjena pisateljica pravi spet takole v knjigi Hrpenenje vekov, stran 250. Za naš blagor je, če vsak Božji dar ohranimo v svežem spominu, tako se naša vera okrepi, da več prosi in več sprejema. Za nas pomeni večjo spodbudo najmanjši blagoslov, ki smo ga sami prejeli od Boga, kakor vsa poročila, ki jih lahko preberemo o veri in izkušnjah drugih ljudi. Če smo si pogledali, kaj pomeni hvaležno srce, potem gremo naprej v korak slavljenje v strahopoštovanju. In to srce pravi takole. Psalm 86, 11 in 12 pravi: Uči me, Gospod, svojo pot in hodil bom v tvoj resnici. Zberi moje srce, da se bo balo tvojega imena. Slavil te bom, Gospod, Bog moj,
iz vsega srca svojega in poveličal bom ime tvoje vekomaj. Celovit vpliv češčenja nastane, ko se zavemo, kdo je Bog in najdemo načine, da izrazimo svojo ljubezen in spoštovanje do njega. Kolikor bolj s češčenjem izražamo svoje vedno večje razumevanje Boga, toliko bolj lahko napredujemo v odkrivanju tega, kdo je Bog. Ta vzajemna zveza je očitna v Davidovi izkušnji in on pravi, uči me. V tem psalmu so v izkušnjo češčenja zajeti razum, srce in celotno življenje. Ti trije deli človeške izkušnje poglobijo pomen češčenja do Boga. To lahko primerjamo tudi z obljubo, ki jo je dal Bog Izraelcem. Izaija 30:29. Tedaj boste peli pesem, kakor v noči, ko slavite praznik, iz srca se boste veselili, kakor tisti, ki se odpravijo s piščalmi, da gredo na goro Gospodovo k skali Izraelovi. Čeprav je težko brati srca ljudi, človeška dela vendar kažejo, komu pripadamo. David je prosil, uči me, Gospod, svojo pot in hodil bom v tvoji resnici, da bi pokazal, kako je Bogu vdan, ne le svojo glavo in svojim srcem, ampak tudi svojim dejanjem v svojem življenju. Iz Davidovih psalmov najdemo hrepenenje po tem, kako jasno želi izraziti slavo Bogu. Želel je živeti življenje vsakodnevnega slavljenja Boga. David je obljubil, Psalm 34:2. Slavil bom Gospoda ob vsakem času, njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih. Ali je tudi z nami tako? In če smo šli še korak naprej in če želimo, da Bog je v naših ustnicah, da ga slavimo ob vsakem času s svojimi dejanji, s svojim življenjem, potem se počasi polnimo naše srce se polni z napolnjenostjo, z ljubeznijo do Boga. 5. Mojzesova, 6. poglavje, 5. vrstica pravi: Zato ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca svojega in iz vse duše svoje in vse moči svoje. V evangeliju se srečamo z eno tako zgodbo. Z mladim poglavarjem, ki vpraša Jezusa, kaj mora narediti, da bi bil zveličan. Že od otroštva je zvesto izpolnjeval vse Božje zapovedi, toda Jezus pričakuje nekaj več. Želi, da bi mladenič prodal vse, kar ima, razdeli denar ubogim in postane njegov učenec. Zelo lahka naloga v Jezusovih očeh. Toda v njegovih očeh je nekaj nemogočega. Evangelist Marko pravi, da je Jezus mladeniča ljubil. Jezus gleda v mladeničeve oči, zre v globino njegove duše in vidi, kako v resnici v njegovi duši poteka boj. Jezus želi z njim vzpostaviti stik, odnos, vendar ve, da mladenič ni pripravljen se vsemu odpovedati in se posvetiti Bogu. Že od otroštva se je držal črke zakona, toda njegova nepripravljenost, da se odpove svojemu bogatstvu in življenjskemu slogu ter sledi Jezusu, kaže, da je v njegovem srcu na prvem mestu postavil nekaj drugega kot Boga. Iz tistega, kar je imel, je naredil je malika. Jezus želi, da ga sledimo, da hodimo za njim in ga častimo. Želi, da bi se to mladeničevo srce, naše srce, spremenilo in v popolnosti pripadalo njemu brez drugih stvari. Brez tistih stvari, ki nimajo vrednosti večnega življenja. Vdanost, ki jo Bog zahteva, ni enostranska. Bog želi, da bi bilo naše spoznanje do njega globoko in zaupno. Če se spomnite, par sobot nazaj smo povedali en hebrejski stavek. Šema Izrael, Adonai, Elohim Adonai Ehad. Baruch Shem Kvod Malhuso Loam Vaed. Nekako tako.
Tisti, ki ste se učili hebrejščine, boste vedeli. Mojzes zapisuje to takole. Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog je edini Gospod. Zato ljubi svojega Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca svojega in iz vse svoje duše in iz vse svoje moči. In te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. In marljivo jih uči svoje otroke ter govori o njih, sedeč v svojem domu in hodeč po poti, ko ležeš in ko vstaneš. In priveži si jih za znamenje na roko in naj ti bodo kakor čelno vezilo med očmi. Zapiši jih na podboje svoje hiše in na svoja vrata. Bog si s svojim načrtom zveličanja prizadeva vzpostaviti z nami odnos. Odnos ljubezni, brez dvoličnosti, brez zunanjih vplivov in želitev. Tako kot je vabil Izrael naj mu služi, tako vabi tudi nas. On je vreden tega. Vreden je, da mu sledimo, on je tisti, ki je edini, ki zvesto izpolnjuje svoje obljube. On je edini in pravi Bog. Ti odlomki nas vabijo k češčenju, da misli o njegovi veličini prežemajo naše srce, našo zvestobo, našo ljubezen. In če smo vzljubili Boga, če smo se odločili, da je Bog prvi v našem srcu, potem preidemo na četrto pomembno sporočilo, ki je srce, ki ljubi Boga, je pripravljeno skozi češčenje vračati Bogu to, kar je dobil. V Mateju 22. poglavju 37. in 38. vrstica pravi takole. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega svojega srca in vse duše in vse svoje pameti. To je prva in največja zapoved. Vendar nikoli ne podcenjuj tega, kar je Bog naredil zate s svojimi darovi. Darovi, ki ti jih je zaupal. Človek je človek odločitve. Mora se odločiti. Darove, sposobnosti, kakršnekoli, da ti je Bog dal, jih uporabi za Božjo slavo. Ne uporabljaj jih za svet in pridobivanje ugleda v svetu, ampak si prizadevaj in prizadevajmo si za poveličanje in pričevanje o zveličarju. Včasih je težko, ko v našem življenju pride čas, ko težko vračamo Bogu svojimi sposobnosti ali pa z denarjem. Včasih je človeku lažje dati 10 evrov, kakor nekaj narediti za nekoga drugega. Bog od nas v prvi vrsti v Svetem pismu išče svoj čas. Naš čas za njega, za odnos z njim. Vsak dan v svojem življenju posvetimo in dajmo Bogu slavo, tako da govorimo z njim. Da ga poslušamo to, kar nam ima zapovedati. Vračanje nekaj našega časa je Bogu zelo pomembno. Zaradi tega, ker je on vzel od vsega tega, nam je dal en svoj čas. In to je čas sobote. On pravi, spominjaj se sobotnega dne, da ga posvečuješ. To je moj dan, to je moj čas, to je moje vreme. Ko Bogu vsak teden dajemo znova in znova del svojega časa, da ga posvečujemo in poveličujemo, mu dajemo slavo in čast. Bog zahteva, da mu to damo z dobrim in odprtim srcem. 2. Korinčanom 9:7 pravi, vsakdo naj da, kakor se je v srcu odločil, ne žalostjo ali na silo, kajti Bog ljubi veselega darovalca. Zanimivo je, enako kot imamo zapisano v desetini za 10. del svojega, kar imamo, se pravi ne glede na to, ali imamo malo ali pa veliko, nas Bog vabi, da mu vrnemo 10. delež, enako tudi tukaj pravi, vsakdo naj da od tistega, se pravi od svojega časa, od svojih sposobnosti, od svojih darov, od tega, kar ima, kakor se je v srcu odločil. Ne žalostjo ali na silo, kajti Bog ljubi veselega darovalca. Odnos z Bogom je ključ do veselega dajanja. Češčenje pomeni izkazovanje
časti in izkazovanje vdanosti Bogu. Takrat, ko se izročamo v popolnosti, ko posvetimo svoj čas Bogu in sredstva, ki jih imamo, da, lahko rečemo, to je vračanje Bogu, to je češčenje. In ko Bogu vračamo vse te zadeve, vse te stvari, ko smo pripravljeni narediti marsikaj za Boga, potem prihaja v ospredju še ena lastnost. In to je srce, ki ima ljubezen do bližnjih. 1. Petrova, 3. poglavje, 8. vrstica, pravi: slednjič pa vsi bodite enega mišljenja, sočutni, bratoljubni, milosrčni, ponižni. Pravo ljubezen je težko izkazovati. V knjigi Očaki in preroki, navdihnjena pisateljica, na 256. strani pravi: zanimiv odstavek, ki sem ga ponovno nekolikokrat prebral. Vse dokler bomo vedno mislili samo na neprijazno in krivično ravnanje ljudi, jih ne bomo mogli ljubiti v popolnosti. Tako, kakor Kristus ljubi nas. Če pa se naše misli ukvarjajo s čudovito Kristusovo ljubeznijo in usmiljenjem, se bo isti duh izlil tudi na druge. Jezus je v svojih dejanjih vedno bil iskren. V vseh evangelijih je tudi takrat, ko je izganjal grešnike iz hrama, je pokazal ljubezen do ljudi, ampak ne pa tudi do njihovih dejanj, ki so jih delali. Obstaja zgodba o enem človeku, o enem dečku, ki mu je bilo ime Edi. Edi je bil otrok, ki je bil in bi ga lahko imeli za enega tistih najmanjših. Tako, kot je dejal Jezus v evangelijih. Edi je sovražil šolo. Bil je malomarno oblečen in neurejen. Običajno brezbrižen. Ni bil kdo, ki bi ga imeli za zgled in za osebo, ki je lepega videza. Celo njegova učiteljica, gospa Tomaž, je uživala, ko je po njegovih nalogah vlekla dolge rdeče črte. Toda, če bi pogledala v poročila, ki so jih pisali njeni in njegovi prejšnji učitelji, bi lahko prebrala: Edi je kar obetaven za svojem delu in vedenju, toda doma živi v težkih razmerah. Edi bi lahko delal bolje, njegova mama je resno bolna, zato doma ne dobiva dovolj podpore. Edi je dober človek, deček, toda zelo resen. Uči se počasi. Letos mu je umrla mama. Edi je zelo počasen, toda v razredu se lepo obnaša. Očeta sinovo izobraževanje sploh ne zanima. Otroci so gospe Tomaž za rojstni dan prinesli zelo lepa darila in jih izročili in jih zložili na njeni mizi. Edi je prinesel darilo, zavito v umazan papir, zaradi česar so se mu drugi otroci posmehovali. Ko je gospa Tomaž odprla njegovo darilo, je izvlekla staro stekleničko dišave in jo takoj uporabila. Ko je bilo pouka konec, je Edi svoji učiteljici povedal: dišite kakor moja mama, tako sem vesel, da vam je všeč moje darilo. In potem je odšel. Gospa Tomaž je ostala brez besed, naslednji dan pa je bila spremenjen človek. Odločena je bila ljubiti vsakega izmed svojih učencev, tudi Edija, z enako ljubeznijo. Edi je kmalu pokazal velik napredek in presegal mnogo drugih učencev v razredu. Naslednjih nekaj let gospa Tomaž o Ediju ni slišala ničesar. Potem je nekega dne dobila kratko obvestilo. Draga gospa Tomaž, želim, da prva izveste, da bom končal 9-letko kot drugi najboljši v svojem razredu. Prisrčen pozdrav, Edi. Čez 4 leta je prišlo še eno obvestilo. Draga gospa Tomaž,
Pravkar sem izvedel, da bom maturo opravil kot najboljši v svojem razredu, čeprav ne gre za lahko srednjo šolo. Želim, da ste prvi, ki boste to izvedeli. Prisrčen pozdrav, Edi. Po 6 letih je prišlo še eno obvestilo. Draga gospa Tomaž, danes sem diplomiral kot zdravnik. Zelo sem vznemirjen in želim, da ste prva, ki bo to izvedela. Naslednji mesec se bom poročil. Želim, da pridete in sedete na mestu, kjer bi sedela moja mati, če bi bila živa. Sedaj ste vi moja družina, ker mi je lani umrl še oče. Prisrčen pozdrav, Edi. Ljubezen je v celoti stvar srca. Včasih mislimo, da smo mogoče ljubeči, v resnici pa smo le prijazni. Nekomu ali pa za nekoga naredimo nekaj dobrega, ob tem se počutimo dobro, ampak ali v resnici resnično z vsem srcem izražamo to ljubezen. Včasih si rečemo, danes sem naredil pravo stvar, to, kar se je pričakovalo od mene. Toda, mogoče, ko včasih globlje razmislimo, vidimo, da smo bili le samo prijazni. Ljubiti koga pomeni si vzeti čas. Enako kot smo prej govorili o času za Boga, tako si je treba vzeti čas tudi za druge. Zahteva, da si v svojem prenatrpanem urniku vzamemo več kakor le sekundo, da komu pomagamo. Vse, kar počnemo iz prijaznosti, je zelo dobro, ampak stanje srca je zelo pomembno, zakaj to počnemo. Pogosto ljubimo zaradi pričakovanega odziva, zahvale, objema, nasmeha, morda oblike povračila. Toda, če nas nihče ne bi opazoval, ali bi bili zadovoljni s seboj, da smo bili v takem položaju. In 6. Zadnje sporočilo, ki nas vabi, je iskanje, reševanje, srce, ki išče, iskanje in rešuje drugih. Lukež 15:7 pravi takole. Prav tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 99 pravični, ki ne potrebujejo spreobrnjenja. James Moore v svoji knjigi z naslovom Ko si kristjan, je ves svet iz Missourija, pripoveduje zgodbo o človeku, ki se je odločil živeti v samostanu. Znan po prednosti in tišini. Vsak v samostanu se je zavezal k popolni tišini. Obljubili so, da na svoji poti poslušnosti nikoli ne bodo govorili. Vendar pa je obstajala izjema. Ob koncu vsakega leta jim je bilo dovoljeno spregovoriti le 2 besedi z opatom, duhovnim vodjem samostana. Novi menih je ob svojem prihodu takoj dal za obljubo o popolni tišini, brez pogovora. Vse leto ni spregovoril niti ene same besede. Na koncu njegovega prvega leta so menihi pripeljali v opatovo pisarno, da bi z njim izgovoril 2 pomembni besedi v tem letu. Ti 2 besedi, katere je ta menih izbral, so bile slaba hrana. Potem se je dvignil in odšel. Konec drugega leta se je vrnil, da bi z opatom spet spregovoril ti 2 besedi. Tokrat je rekel majhna soba. Ob koncu 3. leta tišine se je ponovno vrnil k opatu in rekel neudobna postelja. Po 4 letih tišine je opatu končno povedal, hočem ven. Nisem presenečen, je povedal opat. Ves čas, odkar si tu, se samo pritožuješ. Včasih ni treba veliko besed, da bi drugim pokazali svojo naklonjenost in stanje našega srca. Pravzaprav se je lahko pritoževati, kaj pa, če bi morali o čem povedati kaj dobrega ali pa narediti celo kaj dobrega. V takšnih primerih se nam včasih zdi to zelo težko. Razodevati radosti svojega srca je lahko, precej takrat, ko želimo resnično to narediti za druge. Večkrat nas je strah pred razkrivanjem stvari
in stanja našega srca, tako kot je opat izražal v teh svojih 2 besedah v 4 letih. Včasih nam je težko govoriti o stanju našega srca, ampak če nam je mar za druge, Kristusov namen je, da bi cerkev bila njegovo telo, njegova cerkev, kraj, mesto, kjer ima vsak pravico povedati tisto, kar čuti v srcu, tisto, kar ga naredi za boljšega človeka. Želi, da bi njegovi sledilci skrbeli en za drugega, da bi lahko prišli ven in reševali druge. Želi, da bi pričali o njem kot o svojem najboljšem prijatelju. Ko se shajamo na bogoslužjih, ne smemo biti samo nedejavni udeleženci shoda ali načrtovanega dogajanja. Moramo biti udeleženci v dogodku. Apostol Pavel svari mladega Timoteja med drugim in mu pove. V 2. Timotejevi 4. poglavju v 3. in 4. vrstici pravi: Kaj ti pride čas, ko ne bodo prenašali zdravega nauka, temveč po lastnem poželjenju si kopičili učitelje po tem, kakor jih ušesa srbe. In od resnice bodo odvračali ušesa in se obračali k basnim. On ga vabi, ti pa bodi trezen v vsem, trpi nadloge, opravljaj delo evangelista in izpolnjuj vso službo. Čeprav pridejo nadloge, čeprav pridejo težave, čeprav boš videl, da se marsikaj dogaja, ti, Timotej, bodi zgled v vsem. Nekaj let nazaj v nekem mestecu je bilo delo nekega človeka, da opazuje in pazi prehod čez progo. Ko bi se vlak približeval mestu prehoda, čez progo je njegova naloga bila, da maha svojo lučjo, ki bi opomnila ljudi, ki so vozili po ozki ulici, opomnila bi jih, da vlak prihaja. Neke noči po svoji navadi je vlak prihajal po voznem redu, ni zamujal. In v pravem času. Čuvaj je stopil iz svoje sobe in na točno določenem mestu je stal svojo svetilko v roki. Začel je mahati svojo svetilko, kako bi opozoril prihajajoče na vlak. V daljavi je videl, kako se nek avto približuje in je začel mahati vse bolj in bolj svojo svetilko, kako bi opozoril ta avto na vlak. Avto nikakor ni zmanjševal svoje hitrosti. Človek je vse bolj in bolj mahal, kako bi pritegnil njegovo pozornost. Ker za samo nekaj sekund bo na prehodu in avto in vlak s polno hitrostjo. Avto je že bil na tirnicah, vlak ga je treščil z vso močjo. Človek je pred samim trkom uspel odskočiti stran od prehoda. Nesreča se je končala tragično. Potniki v avtomobilu niso preživeli. Človek je na policiji oziroma policistu je dal izjavo. Z vso močjo sem nenehno mahal, sem ga opozarjal, ampak brez uspeha. To je strašno videti, kako se ni menil za moje opozorilo. Po podani izjavi mu je policist povedal: Gospod, vi ste neutrudno mahali svetilko, ki ni bila prižgana. Pozabili ste jo prižgati. Jezus nas vabi, da svojo svetlost svetu, ki jo imamo kot nalogo, usmerjamo s prižgano lučjo, svetilko. Naše delo je, da ohranjamo veselo sporočilo o odrešitvi. Vendar ne moremo govoriti o Jezusu, če nas ta luč od znotraj ne gane. Brez Kristusovega odseva mi smo lahko samo luč, ki ne daje opozorilo. Sveti Duh dela v nas reči, da bi lahko živeli in ohranjali življenje odrešenja. Jezus je ustanovil svojo cerkev kot rešilno postajo. Njegovo navodilo cerkvi se glasi: Pojdite in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. In učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal, in glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Obstaja še ena zgodba o bambusovem gozdu, ki je bujno rasel na robu gorskega vrha. Gozdar se mu je nekega dne približal in rekel:
Če želiš biti res nekaj velik, mi moraš dovoliti, da te posekam. Gozd je bil osupel in je spregovoril: kako bom lahko velik, če me boš posekal, saj bom le kup dreves, ki ležijo na tleh. Gozdar je nadaljeval: sedaj si slep, to, da če bi mi dovolil, da te posekam, bo še veličastnejši, bolj kakor kdaj prej. Gozd je zaupal gostarjevim besedam in se pustil posekati. Toda gozdar ni svojim delom končal. Nadaljeval je: še veliko bolje bo, če bi smel porezati veje in osmukniti listje. Bambusov gozd je odgovoril: toda od mene ne bo ostalo nič drugega kot polena, ali ni druge poti. Gozdar je odkimal svojo glavo in odgovoril: dovoli, da ti porežem veje in tvoja vrednost bo narasla, kakor si sploh ne predstavljaš. Bambusov gozd je privolil in od velikih hlodov na tleh je popadalo še listje in veje. Gozdar je ponovno vprašal: in sedaj, če želi biti tako veličasten, kakor sem predvideval, mi dovoli, da porežem tvoja debla na pol. Gozdu ni bilo jasno: najprej si me posekal, odvzel si mi vse, kar mi daje lepoto in življenje, sedaj pa me želiš popolnoma uničiti, tako da me boš razrezal na pol. Kako mi lahko moreš to storiti, je vpil bambusov gozd. Gozdar je ljubeznivo odgovoril: veš, da sem te obdeloval in te imel rad vso svoje življenje. Obljubim, da bo tvoja lepota neprimerljiva, če mi to dovoliš, da te razsekam na dvoje. Gozd se je končno vdal in debla so bila razpolovljena. Potem je gozdar sredi kupa listja, vej in razpolovljenih debel začel debla povezovati med seboj. Skupaj jih je naredil tako, da je naredil kanal, po katerem je bila speljana voda, ki se je z vrha namočenih gora stekla na suho in pusto ozemlje spodaj, pod hribom. Dež je padal na gore in bambusov gozd je čutil, kako po njem vzdolž gora teče hladna voda. Čutil je, kako puščava vzklika v hvaležnost za vodo. Kmalu na širnem polju, kjer je bila precej in prej puščava, so začeli poganjati trava, drevesa in druge rastline. Zgore so prišle tudi živali. Gozdar je imel prav, je povedal bambusov gozd. Bambusov gozd je omogočil, da se je v svetu spodaj, kjer je bila puščava, razvila neprimerljiva lepota, ki je bila prej omejena samo na goro. Bog nas je, vsakega, ki verujemo vanj, poklical, da to Božjo milost, ki smo dobili, in njegovo resnico oznanimo temu svetu puščave. In če se vprašamo na koncu, ali Bog ima moč, ko nas je ustvaril, odrešil in obljubil obnoviti zemljo, ali ima moč vrniti v njeno prvotno veličastnost. Kakšno sporočilo bi lahko bilo, če ne bi imeli to vero? Ali smo lahko zaskrbljeni in zmedeni? Kakšno bo vaše pričevanje v tem letu? Kakšno bo stanje vašega srca? Kako dragoceno sporočilo Božje besede bo prišlo do ljudi, vaših prijateljev, lačni resnice, lačni veselega sporočila, če ni kanala, po katerem bo tekla živa voda. Ali si pripravljen v tem letu na odprto srce za dobre odločitve v svojem življenju? Amen.